Lepo pozdravljeni, sem Matej Cever, strokovnjak za okrasne zeljnate trajnice in pa zasaditve z njimi. Vrt, zastavljen z okrasnimi trajnicami, je lahko tako zahteven in pa enostaven hkrati, odvisno, kaj si želimo oziroma kaj smo pripravljeni na vrtu postoriti. Sedaj pa si bomo pogledali nekaj osnovnih priprav in pa tudi nekaj na to temo, kaj je zahtevno in pa kaj je enostavno pri trajnicah. Preden se lotevamo urejanja vrta in kakršnega koli sajenja na ta vrt, moramo vedeti, kakšna tla imamo. Identificirati moramo sledeče, ali so ta naša tla zelo težka, glinena, zbita, v tem primeru jim dodamo recimo kremenčev pesek ali katerikoli drugi, da povečamo zračnost, dodajamo tudi organsko snov in pa na drugi strani, če so ta tla morda preveč peščena, preveč propustna, se hitro izsušijo, ponovno dodajamo organsko snov, da zadržijo nekaj več vlage v tleh. V povprečju imamo na vrtu dokaj dobra vrtna tla, tako da se tu potem posebej ne prilagajamo z izborom rastlin. Kadar pa imamo te odklone, pa potem dobro prebrskamo po literaturi in izberemo le najboljše rastline točno za to lego in situacijo, ki jo imamo na lastnem vrtu. Ko se lotimo priprave površine oziroma gredic, moramo seveda površino očistiti, predvsem izkopljemo vse trajne plevele, dobro prekopljemo, preverimo, pač kakršnekoli korenince najdemo, to je vse potrebno odstraniti, da ne bomo imeli potem kasneje večjih težav. Ko smo tla pripravili, potem začnemo s sajenjem. Preden pa se lotimo sajenja, preverimo tudi koreninski sistem sadik. Ko sadiko izlončimo, lahko vidimo več ali manj korenin že po obodu in kadar je teh korenin zelo veliko, je potrebno tole tudi dobro natrgati, tako da tale koreninski sklop nekoliko razrahljamo in se potem korenine lažje, hitreje urastejo v vse smeri. Potem pa še nekaj v globini sajenja, kar tudi marsikoga zanima. Načeloma ne boste nikoli zgrešili, če boste posadili v tem nivoju, kot je rastlina trenutno v lončku. To se pravi, je ne zasipavate, niti ne gleda ven, kajti potem se bo zgornji del preveč izsušil. Sedaj si bomo pogledali še nekaj res takih osnovnih opravil, ki so vezana na posamezen letni čas. Začeli bomo s pomladjo. To je odličen čas za razsajanje, za pridobivanje novih sadik, kajti večina je še nižje rasti in to nam je v prid, kajti ko jih izkopljemo, ne izgubljajo hitro veliko vode, tako da imamo dovolj časa, da jih varno razsadimo in tako dobimo nove rastline na vrtu. Pa poglejmo, kako to storiti na primeru ene od precej starih sreten. Tule imamo lep primer precej razrasle, malce starejše sadike sretene, ki jo bomo izkopali. Zemlja je k sreči tu mehka, zato s tem ni večjih težav. Takole malo si pomagamo z lopato ali drugim orodjem, da sadiko dobimo ven. Potem jo pa najboljše, da kar z rokami razdelimo. Nekatere vrste trajnic so sicer malce bolj zahtevne, moramo posredovati tudi potem z lopato ali vilami, včasih celo z nožem, da razdelimo koreninski sistem. Odvisno, kako razrasla je rastlina, potem dobimo lahko večje ali manjše število sadik. Zdaj, koliko lahko razdelimo tako sadiko? Pazljivi moramo biti predvsem na to, seveda je lahko to vsak posamezen poganjek, vendar mora imeti vedno svoje korenine, zato da se bo lepo potem ta rastlina urasla naprej. Predlagam, da v najkrajšem možnem času te pripravljene mlade rastline posadimo na novo mesto, jih dobro zalijemo in oskrbujemo recimo 14 dni do en mesec in se bodo lepo urasle, mi pa smo dokaj enostavno prišli do novih rastlin. K pomladnim opravilom spada tudi gnojenje. Seveda, če so trajnice dobro razraščene, če dobro uspevajo, napredujejo vsako leto, nekega pretiranega gnojenja ni potrebnega. Ponavadi le dodajamo spomladi, lahko že kar v okviru zastirke, organske zastirke, če jo uporabljamo, kajti ta tako in tako se počasi razkraja in postopoma potem tudi dognoji vsako gredo skozi pač to sezono oziroma topli del leta. Če pa uporabljamo gnojila, pa predlagam, da vsaj po vrhnji plasti malce zakopljemo, recimo organsko gnojilo, in je to dovolj za uspešno rast potem v prihodnji sezoni.